Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom odgovarjala na vprašanje, in sicer dobila sem vprašanje, zakaj si povzročamo bolečino, ne fizično, ampak čustveno in kot neki obrambni mehanizem, ki izvira iz kontrole in v bistvu kot neko samokaznovanje. Pa smo spet pri podzavesti, pa pri podzavestnih vzorcih in zdaj, če razumemo, da so v tem našem zapisu, energetskem zapisu, so pač kode, so programi, tudi preteklih življenj. In če imamo v sebi mnenje, in se boste preverjali z mišičnim testom, glejte, za vse tiste, ki imate knjigo, ko imajo duše žur, to je takoj na začetku, tam, kjer pišemo o tem, zakaj mišični test včasih ne deluje in v glavnem. Najprej to preverite, oziroma, če nikakor ne morete iti nikamor, vaše telo ne sodeluje. No, zadnjič sem govorila z eno gospo, je rekla, tako rada bi, da bi moje telo sodelovalo na mišični test in ne sodeluje, kaj ne naredim. No, to je na strani 33, ko imajo duše žur. Če vidite, da ne sodeluje vaše telo, počistite najprej zdravilno molitvijo dekodiranja. Vse moram imeti pod nadzorom, bojim se resnice, potem sebi ne smem zaupati, potrebo imam potem, da sama sebe sabotiram in potrebo imam potem, da sama sebi lažem. No, in ko to počistimo, zdaj o tem ne bom danes govorila, kako izvajamo zdravilno molitev dekodiranja, ampak poglejte za nazaj videe, enostavno vtipkajte zdravilna molitev dekodiranja v 3 korakih in boste sami videli, to sem že posnela in v knjigah o tem pišem, ne nazadnje. No, v glavnem, ko to počistimo, pridemo do tega, da sploh telo sodeluje in preverimo. Se pravi, če jaz zdajle preverim z mišičnim testom, zdaj mišični test najbolj deluje, če prekrižamo roki na prsih in povežemo levo in desno polovico možganov, na ta način smo bolj v stiku sami sabo. In zdaj, če jaz preverim, potrebo imam, ali o sebi imam mnenje, da sem slab človek, recimo, nimam tega mnenja, ali pa občutek imam, da si zaslužim kazen. No, in mnoge stranke, to pa preko osebnega svetovanja, pridem do tega, da imajo v svoji podzavesti prav mnenje, da so slab človek in da si zaslužijo kazen. Pomeni, da je to v bistvu iz enega drugega življenja program, ali pa mogoče v tem življenju so nekaj naredile, kar bi danes drugače naredile, kar bi danes drugače odreagirale. No, zadnjič sem govorila z eno gospo, bila je na svetovanju in ona vsakič, ko nekdo pije alkohol, ona ji živc poči. Enostavno popeni in tega ne prenese alkoholiziranih ljudi. No, in prva stvar, kar je šla skozi moje možgane, je bilo, v enem življenju si bila ti alkoholik. In dejansko se ji je prav v tistem življenju zataknila kar precej energije, ker je predeluje pa še eno drugo življenje in tam ji bila odvzeta moč in potem je to preveč bolelo, da bi lahko se sploh s tem ukvarjala in enostavno se je zakvačkala. Zdaj pa poglejte, akterji, ki so v vašem življenju, ki so najbolj trpke osebe, tisti, ki nas peljejo, veste, žene čez vodo, so tiste osebe, ki jih moramo predelati. No in zdaj, če grem prav na zgodbo te gospe. V tistem življenju, ko je bila alkoholik, je predelovala neko drugo življenje, kjer ji je nekdo odvzel moč, bila je posiljena. In ta ista oseba, ki jo je v tistem prejšnjem življenju posilila, je bila potem v nekem drugem življenju njegova žena, ko je bila ta ženska bila moški, ampak v tem življenju, ko je bila pa ona spet moški, je pa spolno zlorabljala spet to dušo. In v bistvu plešeta iz življenja v življenje in v tem življenju seveda to osebo spet srečala z namenom, da
pobere nazaj svojo moč, da gre, da pozdravi svojo dušo in da predvsem naredi korake naprej. In da se neha bati sprememb, da se neha bati ljudi, ki imajo moč. Gre se za to vedno, da tiste osebe okrog nas, ki nas nosijo neke lekcije, da enostavno, da to predelamo. No, zdaj pa, če grem na to vprašanje. Gospa, ki sprašuje, zakaj ima potrebo potem, da si zadaja bolečino sama sebi. Tudi recimo ljudje, ki se režejo, to mlajše osebe, recimo ne naredijo samomora, ampak se režejo. In pač uradna medicina to jemlje kot nek poskus samomora, kot neko psihično motnjo, ampak v osnovi sploh ne vejo, kaj naj delajo s temi otroki. V osnovi se gre, da ta otrok ima potrebo po samokaznovanju. In mogoče, če imate vi otroka, ki si zadaja bolečino, da mogoče se reže, v tem primeru dajte za njega ali pa za njo narediti zdravilno molitev dekodiranja. In v bistvu, kako izvajate zdravilno molitev dekodiranja za drugo osebo, spet imate to upisano v knjigi, Ko imajo duše žur. In to je na strani, vam bom zdaj prav stran povedala, da vam bo bolj enostavno, zdravilno za drugo osebo 233. Se pravi, na strani 33 imate, zakaj mišični test ne deluje, na 233 pa, kako za drugo osebo izvajamo zdravilno molitev dekodiranja. V glavnem. In zdaj, če gledamo, da ta, ki si zadaja bolečino, ima potrebo po kazni, mora odkodirati. Jaz sem slab človek, zaslužim si kazen, ne zaslužim si ljubezni in mogoče je to povezan s cerkvijo, pa s peklom, zaslužim si pekel. In kdor ima to, pač o tem tudi nisem še pisala nikjer, ampak kdor ima program zaslužim si pekel, pomeni, da v tem življenju si ustvarja pekel. No in zdaj, če jaz pogledam za svoj program, ne, jaz si ne zaslužim pekla, mogoče imate vi ta program. Dajte preveriti z mišičnim testom, zaslužim si pekel in boste potem neprestano ustvarjali v svojem življenju dramo, zaradi tega, da boste sigurno lahko doživljali pekel na zemlji. Odgovore bom zdaj še preko kart poiskala, se pravi za vse tiste svetle duše, ki delate korake za sebe, kaj je pomembno. Imejte novo vizijo. Dajte se zavedati, da tisto, kar vam povzroča največ stresa, tisto opustite. Pač boj. Nehajte se vklepati odnosa, ki non-stop dramatičen. Zdaj včasih je to v poslovnem svetu, včasih je to v osebnem svetu, včasih je to starš. Tisti odnos, ki vam neprestano nabija neko vest ali pa občutek, ti si slab človek, dajte si priznati, kaj občutite. Še to. Največkrat je povezan to s programom, sovražim dušo tega človeka. Tudi to preverite z mišičnim testom. In kar res te rečem, a jaz koga sovražim? Ne, jaz nikogar. Ampak, ko pa preverimo z mišičnim testom, sovražim dušo tega človeka, vidimo, da je dejansko zataknjena energija daleč nazaj. No in potem dajte si novo vizijo. In ta nova vizija pomeni, da sebe začnete slikati tam, kjer želite biti. Da svoje otroke začnete slikati tam, kjer želite biti. Da začnete pisati, predstavljati si to, peti na to, da enostavno kako vzpostaviti novo vizijo. Spet sem tukaj noter pisala o tem, za vse tiste, ki smo bolj vizualni tipi, da lažje vidimo, če imamo napisano, lahko tudi pišemo vse to. In napišemo, zaupam, da moj otrok napreduje proti srečni bodočnosti ali pa izdela letnik ali pa kakorkoli, vse to lahko napišemo in ponavljamo, gre se za to, da svojo vizijo lahko ustvarjamo svet okrog sebe. Nenazadnje lahko ustvarjamo tudi svoj svet. In če ste ta vizualni tip človeka, da si
date sliko pred sabo, kam želite iti, da si napišete, kam želite iti, da želite tudi ne nazadnje, da si naslikate, kako želite, da so vaši odnosi. In ustvarjalnost. Zanimivo. Nova vizija in ustvarjalnost. Dobesedno to. Mi imamo moč ustvarjanja. V sebi ustvarjamo nove vibracije. In ta vibracija hvaležnosti tudi za take odnose, trpke, je tisto gorivo, tista moč, da nas bo pognala naprej, da bomo naredili korake naprej. Prav trpki odnosi generirajo našo notranjo moč. Tale slika, ki sem jo naslikala, ta slika je bila prvotno srčna čakra. In ta srčna čakra nikakor mi ni ratala, ni šla, ni stekla energija. In sem potem šla za v knjigo, ko imajo čakre že novo naslikati. In dejansko potem pa enkrat primem čopič v roke in sem rekla, ne, zdaj bom pa jaz to reprogramirala, tole mojo srčno čakro. In sem čez dala zlato barvo in zlata in je tekla. Izvira ven preko srčne čakre se je kreirala zlata nova doba. Moja nova doba. In ne nazadnje, to moč imamo vsi v sebi, da kreiramo tisto novo, prav iz najbolj trpkih odnosov. Mogoče zdaj tisti, ki ne gledate toliko pogosto moje videe, pa pomislite, pa kaj tele gospe težga v življenju, pač malo čveka tukaj pred kamero in je to to. O ja, glejte, to, kar sem se naučila v svojem življenju, jaz delam svoje korake. Ne kopiram nikogar, ampak delam svoje korake. In moja pot me vodi pač po mojih poteh, ne zato, ker je nekaj fino delati, ampak zato, ker čutim, da to moram delati. Za sebe in ne nazadnje vse te korake, ki jih naredim za sebe, mogoče komu podam roko, da boste lažje naredili korak naprej. No in zdaj prišla pa naprej spolna čakra. In prav iz te spolna čakra, lejte pa spet v nebo vzeti mojstri. Ta trenutek je toliko neverjetno zdravljenje poteka, zdravljenje preko vijoličnega žarka očiščenja, pa kurjo polt imam. Ta vijolični žarek čisti najbolj težke dušne spomine. In te dušni spomini, mnoge ženske smo ranjene preko spolne čakre. In prav ta spolna čakra, ko nam je bila odvzeta naša spolna moč, ko se je nekdo želel polastiti tega, kar mi smo. Vemo, da v zgodovini, in še vedno se nažalost dogajajo posilstva. Posilstvo je direktno nekdo prevzame tvojo moč. In zdaj, če imate v tem življenju težave s tem, da ste se srečali s posilstvom ali pa spolno zlorabo, pomeni, da imate najtežje lekcije za predelati v svojem življenju. In to, da odpustiš človeku, ki se je polastil tvoje svete moči, druga stvar pa, da jo zgeneriraš in da si rečeš, ne, jaz bom tole pozdravila, to mojo sveto moč in bom iz te svoje svete moči ustvarjala, kreirala to, kar jaz sem. Vem, da je težko, jaz sem zdaj cela v kurji polti, zato ker spolna zloraba je v bistvu, sploh za vse tiste, ki to predelujete, v bistvu najbolj kruto dejanje, ki ga imate za predelati. Zdaj, kako boste to počistili? Tukaj imate knjigo, ko imajo čakre žur, imate drugo poglavje, ki je spolna čakra in greste preko spolne čakre. Glejte, jaz sem svobodno izražanje moje svete moči. In zdaj, če naključno pogledam, strah me je, da bom slaba mama, sovražim otroke, ne zaslužim si otrok, ne zaslužim si radosti, zaslužim si kazen. Jaz sem slab človek, vidite? Točno to, kar sem začela govoriti na začetku, je povezano s spolno čakro. In ko pozdravimo svojo spolno čakro,
in si dovolimo izražati v tej svoji, zdaj, če si ženska, v svoji ženski energiji in si dovoliš biti lepa, sveta in hkrati ne dovoljuješ, da bi kdorkoli hlepel po tvoji energiji, to pomeni, da takrat postaneš dobesedno boginja na zemlji. Ženske, eno stvar, krila so okras ženske. Dajte si gor ta dolga krila, dajte si gor ta božanska krila, ker to je ženska s tem črpa energijo iz zemlje. Dajte čim večkrat delati na vrtu, hodite bose, da to energijo zemlje črpate v sebe, da se povežete z energijo matere zemlje, da ne nazadnje, da nastavite sončni energiji svojo kožo in dovolite, da se zdravi vaša energija, da greste v vodo in da dovolite, da energije morja pozdravijo vašo ranjeno dušo. Dajte narediti to zaradi tega, ker je čas, da začnete svojo žensko energijo pestovati. Kako si ženska v menopavzi pomaga do boljšega hormonskega ravnovesja? In tiste, ki imate težave s hormoni, imate bolečine v sklepih, nemiren spanec, suho nožnico, pogoste glavobole, občutek zabuhlosti ali pa ste zabuhle, imate napihnjeno telo in v glavnem pejte pozdraviti svojo ranjeno dušo. Potrebo imam po zlorabi. Mnoge predelujemo beneške kortizane. A veste, da mi zadnjič ena napisala na mail to eno kletvico, ti kurtizana. No ja, v redu, pa se ni važen. Tudi če bi rekla kurba, se mi čisto vseeno. Ampak na koncu vsak govori svojo resnico in ko drugega zmerjamo, kdo si ti, to samo o sebi govoriš, ne? Strah me je napredovanja, vsi moški me ranijo, vsi moški me izkoristijo. To so programi, ki so za počistiti. Strah me je življenja, strah me je ljubezni, strah me je, da bi me oče razdedinil ali pa mama razdedinila, ravno tako povezano s spolno čakro. Toliko programov imamo za počistiti, toliko tega nosimo v svojem zapisu. Težave so zgolj blagoslov, ki nam pokažejo, kje imamo svojo rano. Res je, tale video je nastal tako nizam neke stavke, ampak če potegnem rdečo nit pod tem videom, je v osnovi video povezan s spolno čakro in zdravljenjem tega, kdo jaz sem. Ko jaz upam sebi priznati, kdo jaz sem, da sem v osnovi veliko več, kot mi mogoče nekdo govori, da sem veliko več, kot so me mogoče učili, da sem veliko več, ker so mogoče moji štemplji v tem življenju, da sem veliko več, kot zgolj, neka dediščina družine. Ko se jaz začnem zavedati, da sem jaz v osnovi velika duša, tukaj na zemlji, ki se reče življenje, in se učim lekcije svoje veličine. Takrat neham sebe kaznovati, zaradi tega, ker vem, da si zaslužim kazen, je program nekoga drugega, ali pa nekje druge. Tako se jaz začnem zavedati, da sem božanska, da sem veličastna, da sem velika, da nihče tukaj po zemeljskem, ki mi govori, kdo sem, nima pojma, kdo jaz sem, ker jaz sem res boginja na zemlji. In to, kar jaz zase govorim, tudi ti si. Če si uspela zdajle pogledati ali pa uspel pogledati zdajle ta video do konca, tudi ti si veliko veličastno bitje. Zdaj, ko sem zaprla oči, skozi mene gre samo vijolični žarek očiščenja. In ta vijolični žarek očiščenja čisti te zapise. Kličte v nebo, vzete mojstre. In boste videli, ko pokličeš za pomoč, jo dobiš. Samo dobiš sporočilo, dobiš
vizijo, dobiš usmeritev, te vodi in ti reče, vzem to knjigo, odpreš. To je to. Ne rabiš prebrati cele knjižnice. Greš v knjižnico, vzameš knjigo, rečeš, kaj je dobro za mene. In je tukaj se odprl, ko imajo čakre žur, odpuščanje. Reka vedno teče v eno smer. Starejša sta, ti si mlajša. Bila sta prva in ti si druga. Nisi ti spočela njiju, temveč one dva tebe. Dala sta ti priložnost, da prideš na svet. Bodi jima hvaležna za to. In ženska, ki je zamerila svojima staršema, je rekla, hvaležna sem jima in resnično jima želim odpustiti. In potem je angel rekel, otroci nimajo pravice soditi staršem. Staršem se ne oprošča, starše se prosi za blagoslov. Kaj? Jaz sem kaj slabega naredila njima. In angel je odgovoril, naredila si nekaj slabega zase. Zakaj si v sebi pestovala to bolečino? Zakaj imaš glavobole? Kakšen kamen nosiš v prsih? Kaj ti zastruplja kri? Zakaj tvoje življenje ne teče po reki obilja, temveč po mrtvih rokavih in šibkem toku? Želiš imeti prav, ali želiš biti zdrava? In potem ženska reče, je vse to zaradi jeze na starše? Je mogoče, da je ta zamera tako uničujoča? In angel je odgovoril, opozoril sem te. Angeli vedno opozarjamo. Ne kopičite, ne nosite, ne zastrupljajte se. Žalost zarjavi, zasmradi in zastrupi vse okoli sebe. Mi opozarjamo, če se človek odloči za pestovanje bolečine, se nimamo pravice vmešavati. Šele ko si človek zaželi pomoči, mu smemo pomagati. In potem ženska odgovori, lahko še vedno zdrobim ta koralni greben, ali je prepozno? Za začetek ni nikoli prepozno, je prijazno odgovoril angel. In ja, nikdar ni prepozno za delati korake, nikdar ni prepozno za odpustiti in nikdar ni prepozno prositi svoje starše za blagoslov. Nič drugega, ne za dediščino, za blagoslov. In to je dovolj. Tako da uživajte na tem potovanju, ki se mu reče življenje, in zdrobite, stopite te koralne grebene, krivde, obtoževanja in boste videli, vaše življenje bo postalo polno blagoslova. Dovolite si biti to, kar vi ste, blagoslovljeni otroci tukaj na zemlji. Vse dobro vam želim in uživajte. Naj vas res spremlja Božji blagoslov.